Do pred dobrega tedna dlje kot do predverja Medvoške knjižnice, kjer so nas čakale naročene knjige, nismo prišli. Po novem pa pridemo vse do izposojevalnega pulta, ne pa še do knjižnih polic. Kot pravijo knjižničarji, v času epidemije nismo nič manj brali, prav nasprotno, bralci so pridno brali tudi v letošnji bralni znački za odrasle, poimenovani Beremo na Sotočju. Projekt poteka vse od leta 2013. Vrata v knjižnico se po novem odpro in pridemo lahko vse do izposojevalnega pulta. Mi smo bralcev zelo veseli, da se lahko spet vidimo. Tudi verjamem, da občutijo, da so dobrodošli. Že v času, ko je bila knjižnica zaprta, smo se skušali maksimalno potruditi. Knjižničarji bralcem sicer še vedno priporočajo, da pred prihodom naročijo knjige, bodisi preko knjižnega sistema Moja knjižnica, po elektronski pošti ali preko telefona. Lahko pa pridejo tudi brez predhodnega naročanja, zgolj s seznamom knjig ali pa tudi brez seznama. Dobrodošli so, ne glede na to, ali vejo naslove, če jih ne vejo, bomo pomagali s temami, da nam približno usmerijo, kaj radi berejo, imajo raje kriminalke, kakšno leposlovje, gre to za ljubezenske romane ali karkoli drugega. Imamo že veliko naročil za otroke, razne teme, ki potrebujejo za šolo. Je pa še vedno ta trend, ki pa bralci tudi povejo, da jim to zelo odgovarja, da jih čaka že vse pripravljeno, da samo pridejo, prevzamejo in grejo. Priporočeno je, da prebrane knjige bralci še vedno vračajo v nabiralnik ob stranskem vhodu v knjižnico. Kar pa se tiče knjig, grejo pa potem vse pod UV lučko in pa še en dan čez noč odležijo v, mi rečemo temu, karantena. Po novem vam v knjižnici Medvode ponujajo še eno možnost, kako do gradiva. Naročeno gradivo lahko namreč shranijo v enega od 6 zabojev, paketnikov, ki omogočajo brezstični prevzem knjižnega gradiva izven delovnega časa knjižnice Medvode, torej 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Spomnimo, v lanskoletnem tednu splošnih knjižnic je Medvoška knjižnica že sicer prejela posebno nagrado za projekt Okno v svet za zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah. Jana Krašovec se kot nekdanja direktorica Medvoške knjižnice že sicer sprašuje, ali bi sama zmogla sprejeti tako smele odločitve, kot jih je sedanji direktor knjižnice Igor Podbrežnik. Kot ženska se mi zdi, bi bolj poslušala, kaj bo večina knjižnic naredila, ker večinoma so bile zaprte, niso na tak način delale kot mi, tudi s takimi statistikami. Ampak če pa gledamo za javno dobro, pa nasploh za naše bralce, pa mu gre res to velik plus, da je omogočil ljudem tako množično, da so prišli do knjig. Kar smo bili pa tudi mi na koncu, ko smo videli kot zaposleni, ko smo videli te številke, pa ta odziv ljudi, vam povem, tudi ko si bil res utrujen, izčrpan, ker to si mogel res preklapljati skozi misli, ker to so različne želje, in da ko je bila na koncu številka 500 paketov narejenih, postreženih ljudi, ali pa ko je bila številka 500, 600, že ko je bilo 400, je to veliko, je bilo pa 800, naprimer, si se počasi kar tresel, ko si nehal, ampak je bilo to neko tako zadovoljstvo, koliko smo dobrega naredili za bralce, za ljudi. Knjižničarji že sicer ugotavljajo, da se v času epidemije bere celo več kot prej. Dnevni rekord je bil torej kar 800 paketov za bralce. Na zadnjem, ko smo zaključek naredili, je bil samo izkaznic 800, pa se ni iskali naprimer samo za 800, ker vemo, da v eni družini pa je mama naročila, rabim nekaj za 2-letnico, rabim nekaj za 4-letnika, rabim nekaj zase, rabim za taščo, se pravi nisi iskal sam za enega, in ko smo videli na številko nekaj čez 800. Pridno so prebirali tudi v letošnji bralni znački za odrasle, poimenovani Beremo na Sotočju, ki poteka že vse od leta 2013 dalje. Letos je bralno značko zaključilo 14 članov, 10 bralk in 4 bralci. Pogoj za sodelovanje je, da si član knjižnice star 18+ in da prebereš 5 knjig s seznama in ne pišeš kakšno misel o prebrani knjigi. Meni se zdi to, ko govorimo o branju, in da ljudje povejo mnenja, zapišejo mnenja o svojih knjigah, podajo neko oceno, se izpostavijo, se mi zdi to veliko. Da v končni fazi moramo vedeti, da to ne gre za neke
nagrade, ki so jih na koncu deležni. Leta 2019, od takrat so tudi posnetki, so bralno značko za odrasle še zaključili s prireditvijo in druženjem. Lansko leto in letos pa zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa temu ni oziroma ne bo tako. Bralci bodo v zahvalo dobili priznanje in kaj drugega kot knjigo. In sicer te knjige nismo kupili sami, ampak smo jih pridobili v sodelovanju z založbami. Odzvale so se založbe Sanje, Aurora in Mladinska knjiga, kar se jim iskreno zahvaljujemo. In tudi vsem tistim 14, ki so zaključili bralno značko in podali ocene svojih knjig. V letošnji sezoni so imeli udeleženci bralne značke za odrasle na voljo seznam 80 knjig, 67 naslovov leposlovja in 13 strokovnih del. Bralci so posegali po obeh in podali tako pozitivna kot tudi negativna mnenja o prebrani knjigi. Pri kakšnih knjigah so tako napisali svoje mnenje, da so me tudi nagovorili, da jih bom prav gotovo vzela v roke in jih prebrala. Naprimer, zelo dobre ocene knjig so dobili Skrivno življenje živali, Kot širički jokajo, Prebujena družina, potem knjiga Tista, ki prihaja po snegu, pa še veliko teh naslovov je bilo. Tokratni seznam so s svojimi predlogi oblikovale splošne knjižnice v srednje Slovenije. Smo imeli sezname pred leti Nobelovimi nagrajenci, z Kresnikovimi nagrajenci, ampak smo rekli, saj to pa bralci tako ali tako lahko poiščejo. Potem sem pa lansko leto dobila idejo, zakaj pa ne bi naprimer to malo drugače naredili in smo naprimer lansko leto povabili k sodelovanju zaposlene v javnih zavodih občine Medvode in so se tudi vsi prijazno odzvali in smo dobili naprimer čisto drugačne naslove kot letošnjem letu. In kakšen seznam se obeta v novi sezoni? Sem pa razmišljala, da bi mogoče povabili kar Medvoščane, ki sami pišejo oziroma ali imajo založbe, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s knjigo. Pa tudi upam, da se bodo odzvali, se bi vsi skupaj nekaj dobrega naredili.